Dobro, lahko pričnemo, ura je 2 minute čez 3. Lep pozdrav torej na 24. redni seji, spoštovane občinske svetnice, občinski svetniki, občinska uprava, nadzorni odbor občine, gospod Breg in so tudi snemalci Uršlje TV, kabelske televizije Ravne. Po točko 2 bi najprej potrdili dnevni red 24. redne seje. K samemu dnevnemu redu sam nimam pripomb oziroma sprememb. Opozoril bi edino, da so na vaših klopeh spremenjena gradiva oziroma dodatna gradiva k posamičnim točkam, k šesti točki dnevnega reda, glede na predlog komisije za statut in normativno pravne akte, k 7. točki dnevnega reda ter novo gradivo k vsej 9. točke, torej, kjer gre za odločitev o ekonomski ceni programov vrtcev. Pri teh točkah je prišlo do majhne spremembe gradiva zaradi okoliščin, ki so nastopile po sklicu gradiva. Ena okoliščina so, da je uredba o plači v javnem sektorju direktorju, druga pa dejstvo, da je bila seja komisije za tudi normativno pravne akte. Torej predlagam, dajem v razpravo dnevni red 24. redne seje s 14 točkami in pa temi 3 dopolnitvami gradiva, ki sem jih predstavil in ki so na vaših klopeh. Prosim za razpravo. Če ni razprave, prosim, gospod Halilović. Drugi odstavek 93. člena statuta občine Ravne na Koroškem govori tako. Občinski svet sprejme proračun občine, njegove sestavne dele v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu sprejem v skladu z zakonom je odgovorni župan. Pa me zanima, ali bo še kakšna seja v decembru, ali se bojo financirala društva, zavodi in vse ostalo po 12. Hvala. Hvala. To sicer spada delno pod dnevni red. Na dnevnem redu ni proračuna, ampak pri poročilu izvrševanja sklepov imam pripravljeno poročilo o sklepu o začasnem financiranju občine na Koroškem, kajti v skladu z zakonom o javnih financah in v skladu s 96. členu statuta občine Ravne sem dne 29. novembra sprejel sklep o začasnem financiranju občine na Koroškem v obdobju januar do marec 2018 in v tem sklepu v skladu z zakonom sem dolžen obvestiti občinski svet, to sem nameraval storiti torej pri točki 4 in seveda normalno se bo občinski proračun izvrševal v skladu z zakonom oziroma v skladu s tem sklepom o začasnem financiranju, ki pa praktično pomeni, da se financiranje določenih proračunskih uporabnikov nadaljuje, določenih pa zadrži do sprejema proračuna v prihodnem letu. Toliko obrazložitev. Še kakšna razprava pri dnevnem redu, torej drugi točki današnje seje. Če ni, torej predlagam sklep oziroma majhna sprememba enega naziva odloka dnevnega reda je, torej predlog sklepa. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 24. redne seje občinskega sveta občine na Koroškem s tem, da se 7. točka dnevnega reda glasi: predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja, javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. prva obravnava. Kdo je za? 19 za, 2 sta upravičena. Kdo je proti? Nič proti, gotovim, da je sklep sprejet. 3. točka dnevnega reda, torej obravnavam potrditev zapisnika 23. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta. Te zapisnike ste prijeli v gradivu za sklic te seje in odpiram razpravo k zapisnikom. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnika 23. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta občine na Koroškem. Kdo je za? 19 za, kdo je proti? Nič. 19 je prisotnih, pardon. Sklep je sprejet. 4. točka, poročilo izvrševanja sklepov 23. redne seje in 5. izredne seje ter to, kar me je prej gospod Halilović pri dnevnem redu vprašal. Pri tem torej seznanjam v skladu s 97. členom poslovnika občinskega sveta in pa v skladu z zakonom. V primeru, da občina nima sprejetega proračuna, je potreben sklep o začasnem financiranju. Ta sklep je sprejet, sprejema ga župan
in pomeni, da se življenje ne obstane s 1.1., ampak se nadaljuje do sprejema proračuna za prvo 3 mesece prihodnega leta in ta sklep o začasnem financiranju seveda je uradno in javno objavljen v Uradnem listu. Kaj druga, pri tej točki jaz kot poročilo nimam in odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. 4. točka. Prosim, gospod Magdič. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bi prosil župana, da poimensko z njegovim sklepom, ki ga je podpisal po 12. Kdo, kateri društva, klubi, katere ustanove se bodo financirale do marca meseca po 12. in katere ne. Hvala. Hvala. Zdaj sicer to nimam finančnice, zakon to sva striktno določa. Kdo se financira, jaz bom tu bolj laično povedal, no, vsa društva, ki kandidirajo na javnih razpisih, se v tem obdobju ne financirajo, mogoče glede na ozadje mislili športna društva, no. Športna, kulturna, socialna, humanitarna društva, ki dobivajo torej na javnih razpisih sredstva, njim ne smemo izplačevati seveda teh 12, medtem ko direktni proračunski uporabniki, torej obvezni proračunski uporabniki pa prejemajo te 12, tako da to bolj laično, no, drugače pa lahko jaz tudi preberem ta odlok, zakon pa to striktno in jasno določa, kdo lahko v obdobju začasnega financiranja prejema torej ta sredstva 12, kajti seveda tisti, ki prejme sredstva na javnem razpisu, zanj se ne ve, kakšno prijavo bo opravil v letošnjem letu oziroma prihodnjem letu 2018 in je težko seveda zagovarjati, kakšne zneske dobiva. Tako da se v obdobju začasnega financiranja uporablja zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja proračun Republike Slovenije. Teda zagotovo lahko rečem, da do sedaj je bilo, če se zakon v tem letu ni spremenil tako, da društva niso prejemala 12. Prosim. Ja, izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Žal, gospod župan, tu mislim, da nimate prav. Mi smo pred 2 letoma, bom rekel, društvo in športna zveza dali na to zadevo, na vprašanje in dobili odgovor, da se po 12 lahko, tudi po zakonu, vsa društva in vsi ostali, ki so prejemniki iz proračuna, financirajo. Res, bom rekel, je škoda, da to zadeve glede samega proračuna saj nismo sprejeli, mislim, moramo nekaj vedeti, no, da nekatera društva, ki so v naši občini, se financirajo zgolj iz teh in financirajo tudi potrebe otrok in vseh ostalih, ki to delajo. In mislim, da je neodgovorno, da nismo te zadeve nekako rešili, da lahko se financirajo, da bojo mogli zdaj čakati do meseca marca ali še bolj dolgo, do aprila, maja, kot je glede na njihov ciklus tekmovanja, udeleževanja na raznih kulturnih prireditvah in tako naprej. Res. To jaz mislim, da kot predlagatelj, najprej župan in mi vsi ostali bi lahko imeli pri te zadeve, no res veliko črno piko. Hvala. Hvala, gospod Magdič. Gospod Oljevič, sem prej odgovorim, bi bil vesel, če bi imeli vi prav, no, torej, da lahko plačujemo 12 društvom, če je tako, bomo plačevali, bojim se, da vam jaz prav, da ne smemo plačevati društvom, so določena društva, ki so seveda izključno odvisna od občinskega proračuna, teh društv ni tako veliko v naši občini, so pa nekatera seveda manjša društva, večja društva pa seveda imajo ta javna sredstva iz občinskega proračuna zgolj kot odstotek svojih prihodkov in tisti seveda bojo nemoteno lahko delovali in tudi lani je bilo tako, oziroma pravzaprav bom rekel, da v zadnjih 10 letih občina Ravne ni imela v tekočem koledarskem letu sprejetega proračuna, da smo vedno v zadnjem obdobju, no, celih 10 let, sprejemali proračune nekje meseca marca, februarja, tudi lani je bilo tako,
tako da tu večjih težav jaz ne pričakujem, da bi kakršnokoli društveno življenje občini zaradi tega bilo bistveno ogroženo. Sigurno pa ni lahko, idealni scenarij je, da bi bilo vse sprejeto, vendar zato seveda prevzemamo celotno odgovornost. Jaz osebno kot predlagatelj proračuna občinski svet pravzaprav ni mogel odločati o proračunu, ker ga ni imel predlaganega. Prosim. Imamo neko mnenje revizorke, ampak jaz se spomnim revizije računskega sodišča iz mandata gospoda Večkota in tisto mnenje je bilo neugodno v smislu ravno tega financiranja društev pred samim proračunom. Prosim. Hvala. Zanima me vzrok in razlog, zakaj ni predloga proračuna, ker to, kar je kolega opozoril, dejansko bojo društva deficitarna, ker ne bojo mogla izvajati udeležbe ali bojo mogli financirati starši te zgodbe. To je prvo. Drugo me zanima, dejstvo je, da se glavarina oziroma povprečnina per capita povečala v državi 14,50 evra po glavi prebivalca v občini. In tretja stvar, ki pa me najbolj moti, je pa ta, da bojo letos volitve šele novembra. In večina občin po Sloveniji, od 212 občin, je večina sprejela proračun za 2 leti, ker zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije dovoljuje zdaj tudi občinam, da izvajajo 2-letni proračun, predvsem iz dejstva, ker naj bi se zakonska regulativa o volitvah v lokalne skupnosti izvajala šele oktobra ali 5. novembra, kot je predlog Državnega zbora Republike Slovenije. To me zanima, vzrok in razlog, zakaj nimamo vsaj tega zdaj. Mora pa biti neka ovira, da nismo bršili. Ja, zagotavljam vam seveda, prvem delu vašega vprašanja, da društveno življenje na Ravnah vsekakor ne bo ogroženo, bo težje. Društvo, ki je imelo težave, javno pozivam, da se javi na občino, bomo seveda prebrodili tiste likvidnostne težave skupnimi močmi, ki bi nastopile do končnega sprejema proračuna oziroma razdelitve sredstev. Tako da tu napovedujem, ne bo nobenih težav. Drugič, zakaj ni proračun sprejet? Sprejet ni zaradi tega, ker pravzaprav ga ni bilo možno sestaviti še glede na vse potrebe in odhodke, ki so bili javljeni, torej ga pravzaprav ni bilo možno dobiti na nek način skupaj in tudi določene investicije so se premaknile, zlasti dvorana Kotlje zaradi zime v prihodnje leto in smo seveda ocenili oziroma s njo ocenili skupaj s finančno službo, da bo bistveno bolj točen proračun pri prvem branju v mesecu januarju. Kasneje se je zgodila še ta uredba o povečanju plač direktorjev v javnem sektorju, ki je pomenilo seveda nekaj sprememb, tako da to so bili glavnem razlogi, da želimo imeti bolj točen proračun, ampak to ni precedens, ta situacija je bila lani podobna. Lani smo sprejemali oziroma predlani januarja in marca potem proračun, tako da to je pač neka usmeritev, ki se je držimo že nekaj časa na Ravnah, da prvo branje proračuna opravimo v januarju, tudi najbrž se v tem mandatu se je to zgodilo do zdaj dvakrat, lani pa mislim, da je bil december pa januar. Dvoletnega smo že tudi imeli, vendar bi rekel v tako neznanem finančnem okviru evropskih sredstev, pa smo bili takrat v bolj znanem, kot smo zdaj, se je pokazalo, da je potrebnih potem več rebalansov, da seveda tudi večina občin, ki lahko danes se pohvali z sprejetim proračunom, verjemite, da bo imeli 2 ali pa še več rebalansov, tudi država sprejema 2-letni proračun, ampak na pol leta je potem rebalans proračuna, tako da to je pač različna tehnika, kako planiraš letne javne finance. Zakon tu omogoča niz možnosti, predlagatelj pa se odloči, kako bo seveda to finančno sliko občine vodil in te možnosti so različne. Sam ne vidim tragedije v tem, da ni 2-letnih proračunov. Je pa seveda za določene stvari lažje imeti 2-letni proračun, za določene pa seveda je neznanka, zlasti pa v tem trenutku glede evropskih sredstev, ko se je potrebno potem sprejemati NRP-je, DIP-e, pa 2-letni proračun ni bil smiseln, ki ga bi mogli sprejeti že lani. Zdaj letos ne moramo več 2-letnega, ker 2019 ta mandat ne obstaja več. Tako da to so glavnem razlogi, da smo, kjer smo in da pri točki, torej poročilo, vas obveščam o sklepu o začasnem financiranju. Še kakšna razprava pri poročilu? Če ni, torej predlagam sklep.
ki se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 23. redne seje in 5. izredne seje občinskega sveta ter s poročilom o sprejetem sklepu o začasnem financiranju občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-marec 2018. Kdo je za? 19 za, glede na prisotnost je to tudi soglasno. Še ne znam, mi še manjka. Aha, še gospod prednik mlajši manjka, ja. Torej, prihajamo na 5. točko dnevnega reda, odgovori na vprašanja in pobude z 23. redne seje. Tu ste prejeli odgovore na pobude in vprašanja in prosim za razpravo k prejetim odgovorom. Prosim, gospod Halilović. Hvala. Jaz sem postavil vprašanje številka 14/18 pomišljaj 200 glede cene v Punklu, pa bi želel, ker to ni noben odgovor, želim računovodsko bilanco. Računovodsko bilanco za 5 oseb za 3 dni v s tole ponudbo, ki je tu. Računovodsko bilanco. To pa upam, da je direktor ve, kaj je računovodska bilanca. Tak odgovor, da je lahko še cena nižja, gostinci pa pravijo, da bi mogla biti še večja od te, ki sem jaz povedal, bi pa rad zdaj videl, kakšne stroške sploh obračunavajo, da lahko pridejo s tako ceno ven. Hvala. Hvala. Bomo dali v dopolnitev to računovodsko bilanco, čeprav razumem na nek način kalkulacijo te cene z vsemi elementi po računovodskih standardih. In pravzaprav, kot ste videli iz odgovora gospodu Magdiču na številko 14/18-198, v januarju smo pozvali in bo upravljena tudi točka dnevnega reda, ne toliko v smislu, kar smo vedno, imamo pa za vse zavode, torej bilanca stanja, bilanca uspeha, ampak bolj v smislu neke smeri oziroma nasplošno poslovanje ZKŠTM-ja v nekem širšem smislu, ne zgolj pregled tekočega leta in lahko tam tudi to razčistimo z tem odgovorom, da dopolnimo torej odgovor 200 v tem mandatu. Tako, do takrat bo pripravil odgovor in ga tudi ustno lahko predstavi direktor. Pa pisno seveda. Gospod Plevnik, prosim, gospod Škafar potem. Zelo kratko, včasih smo imeli od spod napisano, kdo pripravlja odgovore, pa bi želel, če bi to bilo možno tudi naprej imensko, oziroma kdo od strokovnih delavcev, pa kdo pripravlja odgovore. Hvala. Prosim, gospod Škafar. Lep pozdrav vsem prisotnim. To je bilo vprašanje na zadnji seji glede krožišča v obrtni coni, poslovne cone Dobja vas. In zakaj je bilo umeščeno izven prometnega koridorja, dela pa ustavljena. Odgovor je kar obširen, tu pač piše, da je bila prva zasnova krožišča strokovna, neproblematična, bilo postavljeno na občinsko zemljišče, potem pa piše, ker je pač to povzročilo buren odziv javnosti. Me zanima, katere javnosti. Mi imamo več vrst javnosti, laično, strokovno, ne vem, strankarsko, se pravi, na osnovi čega in kdo se je odločil, da se je to križišče, ki je bilo v bistvu že izgrajeno, predstavilo, kakšna so bila sredstva iz občinskega proračuna, koliko sredstev smo več zaradi tega dali, sprašujem za osebno odgovornost, kdo je pristal na to, da je pač neki javnosti, kdo je ta javnost, strokovna, laična, ne vem, pritisnila, na koga pritisnila, skratka, zanima me, zakaj se je krožišče, ki je bilo umeščeno po vseh strokovnih normativih in neki javnosti pač ni bilo všeč, predstavilo, kakšen je strošek občinskega proračuna, skratka, da se ne ponavljam, želim konkreten in bom rekel, odgovor tudi z adekvatnimi številkami, koliko je to bilo in zakaj. Hvala. Hvala. Bomo to pripravili, katere javnosti so bile, odločil sem se pa jaz, da bomo to predstavili. To lahko zdaj naprej povem, na podlagi so da nekaj javnosti. Koliko je pa več. Še kakšna razprava k tem odgovorom na vprašanje pobude?
Prosim, gospod Magdič. Še enkrat hvala za besedo. Zdaj glede samega odgovora Ivarčkega, res je, to bomo uvrstili na dnevni red, ampak jaz bi prosil, da takrat do tistega dnevnega reda se tudi stvari, ki smo jih takrat postavili, bi rekel, pripravijo. Govorimo o neki pogodbi med sedanjim lastnikom in prejšnjim lastnikom in družbene lastnine, ki je poteka, in pa mnenje naše strokovne službe glede samega nakupa in če je prišlo do oškodovanja le-tega. A Ivarčko mislite? Ivarčko. Ivarčko. Ivarčko, kot odgovor Ivarčko, ker je bilo napisano, da bomo na občinskem svetu to razpravljali. Ja, tam je bil odgovor. Odgovor je bil. Župan, mislim, da ste ga vi pripravljali, ne? Ja, sem pa sprav ustno odgovoril, no, se ta točka... Ne, jaz bi rekel, da takrat, ko bo ta točka dnevnega reda, se pravi na občinskem svetu, da se do takrat še pripravi. Ja, Tako tam piše, da bo seja občinskega sveta takrat, ko bo več znano, to je bilo še odgovoru napisano. ja. No. Ja, zdaj, za razliko od ZKŠTM-ja, kjer imamo dejansko seveda neke podlage za točko dnevnega reda, tu za Ivarčko zdaj niso še toliko zrele, no, da bi predstavili vsaj užitno rešitev za Ivarčko jezero. Ko bo, ampak zdaj, če trenutno povem, no, trenutno smo bili na razgovoru, torej pri lastniku oziroma na nek način prokuristu podjetja SG Gramer oziroma SG Grah Avtomotiv v Slovenskih Konjicah. Tam so nam predstavili seveda kot lastniki relativno neugodne pogoje za najem, še bolj neugodne pogoje za nakup Ivarčkega jezera, tako da v tem trenutku seveda 60 000 evrov letne najemnine oziroma 1 400 000 kupnine za celoten kompleks so take številke, da seveda je brez veze, da vam jih jaz predlagam, če se z njimi ne strinjam. Ni kazalo na teh sestankih zdaj, da bi bistveno popuščali in sam sem zdaj tu pesimist, da bomo lahko do maja, seveda, ko se nekje začne Ivarčko jezero z, bi rekel, praznovanjem 1. maja prišli pred vas neko rešitev, za katero bi lahko rekli, da je na nek način sprejemljiva. Tako da tu nam v tem trenutku slabše kaže, no, kot pa smo mislili, da bo nek razum, da bi občini bili ponujeni vse takšni pogoji, kot so bili ponujeni vsem tem najemnikom. Vemo, da na Ivarčkem so se menjali najemniki v zadnjih vsaj 5 letih, sta bila 2 najemnika in tu zaenkrat kaže bolj slabo. Še kakšna razprava? Gospod Kacil, prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim, hvala za besedo. Tako da malo samo služim za moj odgovor glede postavitve ob krajevnem, ne ob občinskem prazniku, to se pravi še tora. Piše tam, moram 5-6 dni prej se odločiti za to, ampak takrat je bilo napovedano, mislim, da cel mesec je bil letno. Kar se tega tiče, malo smešno me je to, no. Za senčko se da tudi drugače poskrbeti, ker jaz mislim, da to ni poceni stvar, pa zmen se okrog denarja se mi zmen neke suvere, pa tu ga mislim, da ga vržemo skozi okno, ali ne mi, ali naš ZKTŠM. To je eno. Drugo za zaščitno ograjo, no. Po tistem času, ko sem jaz to predlagal, sta se še na tem odcepu zgodile 2 nesreče, no. Vrtno je nekje identirano, vi ne veste, sicer enkrat je šlo čez kolesarsko pot, enkrat na srečo na levi del vozišča, ampak pri tem bi morala direkcija malo bolj poslušati mogoče lokalne nasvete, ampak nas, ko tam živimo. Oni sedijo v pisarni, verjetno se jim ne sanja. Saj cesta lepo zgleda, tudi piše 45. člen, kako se moramo vnašati na cesti. To se pravi prilagoditi razmeram in tako naprej. Pol tako ne bi rabili tiste zaščitne ograje. Ograja tudi ni nek dekor nekega okolja, to je svojem namenu in jaz upam, da se ne bo kaj tragičnega zgodilo. Hvala. Hvala, glede te zaščitne ograje smo bili z enim dokaj jasnim, oštrim dopisom strani Direkcije za ceste obveščeni, da ta del cestišča, no, ki je znan, seveda ne izpolnjuje kriterijev njihovega pravilnika o nadomeščanju torej, teh zaščitnih ograj na državnih cestah.
na državnih cest, država ima seveda ogromno državnih cest in za protihrupne ograje, recimo kot je pobuda v Dobi vasi, da bi ob državni cesti namestili protihrupno ograjo ali zaščitne ograje, imajo pač seveda, bi rekel, ker je teh pobud v Sloveniji najbrž veliko, sprejete podzakonske akte, pravilnike, oni so na terenu, no to ko Brambo lahko povem, da seveda gospa Bratina, ki o tem odloča v Mariboru, je bila na tem odseku, smo jo tudi mi peljali, da je videla ta odsek v naravi. Policija ima svojo tudi natančno statistiko prometnega dogajanja, zlasti so prometnih nesreč, kjer so resne zadeve. Tako da situacija im je znana, je pa v enem dopisu, bi rekel, bolj na politični ravni kot poslanski odgovor poslancev gospodu Rancu bilo napovedano, da se bo ograja tu naredila, medtem ko dopis občini pa je bil, da se ne bo. Tako da tu bomo zdaj uskladili zadeve, kajti v tistem bolj političnem odgovoru strani direkcije je nek žarek upanja, da bi na tem odseku, torej te pešpoti, ki je mimogrede proglašena tudi strani Sveta za varnost v cestnem prometu, za varno šolsko pot, da bi se tu vendarle namestila zaščitna ograja, kot je nameščena malo naprej po tej pešpoti Kotlje-Brdinje. To sem pojasnil, da še nismo vrgli puške v koruzo. Prosim, gospod Halilič. Sam kolega Kacila dobavno, ker mogoče ne gre za protihrupno ograjo, mogoče ne gre za zaščitno ograjo, ker vete, ta terminologija v naši zakonodaji je tu eksplicitna, pa egzaktna, da se potem ministrstvo vedno na pridevnike, pa samostalnike upirajo. Mogoče bi pa rekli, da rabimo pa tom varnostno ograjo. To je pa tretja vrsta ograje, ki pa bi bila del zaščite na tem območju, da preprečimo nalet na otroke, ki se sprehajajo po tej poti, pa kolesarji. To je samo hvala. Hvala za dopolnitev. Še kakšna razprava k odgovorom na vprašanje in pobude? Če ni, predlagam torej seznanitveni sklep, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se seznanil z odgovori na vprašanje in pobude s 23. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 19 za, soglasno glede na prisotnost. In prehajamo na naslednjo točko, 6. točka dnevnega reda. Tu prosim direktorico občinske uprave, da predstavi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Sam pa bi uvodoma samo povedal, da gre za odlok, ki je svoje izjemno pomemben za vsako občino, tudi za našo, ki določa nadomestilo uporabi stavbnega zemljišča. V tem predlogu odloka ne spreminjamo vsebinsko v smislu razmeri, financ, območij, v bistvu nič, glede na obstoječo rešitev. Odlok je predlagan nov, kar boste čuli razloge, predvsem zaradi uskladitve z zakonodajo, drugače pa niso vanj zajete nobene vsebinske spremembe, kajti nebrž se nekateri spomnite, da ta odlok je bil sprejet nazadnje v tej celoti leta 2008 v naši občini, ko smo nadomestili prejšnji odlok in takrat določili ta bistvena razmerja med pozidanimi, nepozidanimi in ostalimi parametri, kot so območja v tem odloku. Prosim, direktorica. Hvala lepa. Torej, uveljavitev zakona o davku na nepremičnine je leto 2013 razveljavilo določbe, ki urejajo določila oziroma podlage za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Kmalu, leto dni za tem zakonom pa je Ustavno sodišče z odločbo zakon razveljavilo in naložilo občinam, da se pravi, da lahko uporabljaš naprej enake določila kot do leta 2013, vendar se odloki ne smejo spreminjati ali pa dopolnjevati. Ministrstvo je na podlagi tega občinam naložilo oziroma priporočilo, da svoje odloke o nadomestilu prilagodijo oziroma uskladijo z zakonodajo. Tem navodilom smo sledili in pripravili v bistvu nov odlok, se pravi, odlok je po vsebini enak obstoječemu odloku z upoštevanjem priporočil ministrstva, ki so predvsem, kar se tiče pravnih podlag, se pravi zakonodaje, nekaterih dodatnih pojasnil, kar se tiče opisa objektov zaradi lažjega izvajanja odloka, in pa minimalna sprememba je samo v višini točke, ki je določena za leto 2018 zaradi dviga življenjskih stroškov.
to je v bistvu to, je pa to par členov, zdaj, če bi želeli, potem lahko pri vsakem posebej opredelimo. Pri predlogu, ki ga imate na mizi, je že upoštevan tudi predlog, ki ga je dala Komisija za statut in normativno-pravne akte. Hvala. Hvala. Ja, to je nisem omenil, ker bo zdaj najbrž predstavil predsednik komisije tudi normativno-pravne akte. Oni so sprejeli 16. člen spremenjen in ta je na mizi in prosim, da hoč predstavite sami. Hvala. Komisija za statut in normativno-pravne akte se je seznanila s predlogom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in predlaga naslednje spremembe v besedilu 16. člena predloga odloka, in sicer v prvi alineji 16. člena predloga odloka naj se pred besedo socialno doda besedo denarno, ker to je po zakonu. Drugič, v drugi in četrti alineji 16. člena predloga odloka naj se besedi kolikor nadomestita z besedo če. Na koncu tretje alineje 16. člena predloga odloka naj se doda besedilo v tekočem letu. In četrta alineja, v četrti alineji 16. člena naj se beseda občan nadomesti z besedo lastnik. Komisija ugotavlja, da je predlog odloka skladen z zakonodajo ter z zgornjimi dopolnitvami primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala predsedniku komisije za statut in normativno-pravne akte. Odpiram razpravo občinskega sveta. Odloke so v prvi obravnavi. Prosim, gospod Škafar. Jaz bi mogoče pokomentiral ta predlog 16. člena oprostitve. Tu se je dodalo v tretji alineji, se pravi zaradi elementarnih ali drugih nezgod v tekočem letu. V praksi se lahko recimo zgodi to, meni hiša pogori letošnjo leto, ampak jaz ugradim še naslednja 3 leta in nisem upravičen do te oprostitve. Se pravi, to tekočo leto, dogodek se je zgodil v letu 2017, jaz imam pa največ problemov 2018, 2019, 2020. Se pravi, jaz mislim, da to v tekočem letu ne bi bilo dobro, oziroma ni dobro. Pol pa seveda oba, tako župan kot direktorica občinske uprave, sta rekla, da ni nekih vsebinskih sprememb, da so sem določena pojasnila oziroma tisto, kar pač aktualna zakonodaja zahteva. V redu se strinjam. Vendar je pa kljub vsemu ena bistvena sprememba je, če mi govorimo, da sprememba odloka vpliva na finančne obveznosti za plačilo NUSZ, potem je to sprememba. Seveda valorizacija z rastjo življenjskih stroškov je prav gotovo sprememba za vse nas uporabnike, ki pač plačujemo ta NUSZ. Mene zanima, kak je količnik bil sedaj, kak je novi procentualno, kaj to pomeni recimo neki izračun, saj to je čist nek podatek, ki bi mogel biti zapisan saj v tem začetnem spremnem besedilu, ki pač napotuje, zakaj se predlog odloka sploh sprejema. Skratka, jaz bi želel vedeti, kaka je točka v tem času, kaka bo po sprejetju tega pravilnika. Hvala. Hvala. Prosim, ja, za 16. člen pa realizacijo razložimo. Zanimivo, da se je isto vprašanje postavilo tudi na seji Komisije za statut in normativno-pravne akte, ampak odgovor je popolnoma enostaven. Enostavno je v tem, da se v vsakem tekočem letu, ko pride do elementarnih nesreč, na občini ustanovi komisija za ugotovitev vzrokov nastanka in tudi določi, kdo, komu in zakaj. In vprašanje je bilo na tem mestu segmentirano ravno v tem, ali se bo pomoč podelila v enkratnem znesku ali v večkratnem znesku večjih let zapored. Ampak mi moramo pa ugotoviti, v katerem tekočem letu se je pa to zgodilo, da lahko sploh komisija začne obravnavati ta postopek in ko se to zgodi, komisija obravnava zadevo in odloči in določi višino. Hvala. Za drugo vprašanje pa kolegica. Hvala, jaz nisem razumel, gospod Škafar, pri 16. členu predlagal, da se doda recimo za elementarnih in drugih zgodb v tekočem letu in prihodnjih 2 letih. Jaz sem tako razumel. No. To nisem razumel, kak je predlog, no, dodamo besedico kako. Ali... Ne rabimo nič dodajati, ker takrat,
Nič ne rabimo, ker s tem smo mi zaključili zgodbo. V tistem letu, ki se je zgodil elementar, v tistem letu se sestane komisija ali pa se lahko sestane tudi v naslednjem letu. Ampak mi moramo vedeti, v katerem letu se je sestala. In komisija potem odloči, kdaj in koliko časa bo trajala neka finančna pomoč strani občine tem oškodovancem v elementarju. Karkoli naredimo, ja, karkoli naredimo, potem omejujemo ali pa na nek nedoločen čas postavljamo. Tu je pa eksplicitno navedeno. V tekočem letu komisija se vedno sestane, ker občina ima za to že vse varovalke in vse komisije sestavljene in enostavno se sestane in odloči. To je popolnoma enostavno za... Hvala. Ja, se razumem. Zdaj, gospod Škafar, seveda je med drugim eno hišo gradil, ko je pogorela. No. On bi rad najbrž, da tista hiša, ko recimo pogori, naprimer, ne, da je 3 leta oproščena in to je možno, no, po tem odloku. Ja. Tako. Ni to samo za 1 leto možna oprostitev, ampak je možna za leto, ko je pač neka elementarna druga nezgoda bila, plus še x let kot odloč. No, razumem. Ja. Ja, kar se tiče revalorizacije, je revalorizacija 2%, torej 2% se povečuje vrednost točke v 20. členu, lani se ni povečala, nazadnje se je povečala novembra 2015, torej 2% je točka za nadomestilo uporabnega stavbnega zemljišča višja, 2%. Še kakšna razprava? Če ne, prosim. Gospod Ruprecht. Hvala za besedo, lep pozdrav. Mene samo to zanima, ko piše lastnik, ki je kupil novo stanovanje. Se pravi, če je en kupil staro stanovanje, ni upravičen. Če je kupil staro hišo, kompletno obnovil in tako naprej, tudi ni upravičen. Se pravi, samo če je nadgradil. Se pravi, en je kupil hišo, je kompletno novo opremo in pravi, ta ni upravičen. Se pravi, samo novo ali pa nadgradnja ali pa dogradnja. Tak piše, ja. Ja. Aha, no, pač to sem študiral, da Ja. ker absolutno piše novo. Ok, v redu, hvala. Dobro. Ja, v redu, hvala. Hvala za vprašanje in pojasnilo. Prosim, gospa Krajnc. Jaz bi pa samo želela pojasnilo, vrednost točke se poveča za 2%, v letu 2018 je 0,00358, se mi zdi, koliko je pa bila v letu 2014, da vidimo, kakšna razlika je. Zdaj je 0,00351, za 2014 pa najbrž mora iti pogledati službe. Kar. Zdajšnja vrednost je 0,0351. Prosim, ja, naprej. Še kakšna razprava? Če ni, torej predlagam sklep, ki se glasi, predlog sklepa, občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s predlogom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine na Koroškem in ga sprejema v prvi obravnavi. Kdo je za? 18 za. Kdo je proti? 1 proti. Zdaj statut pravi, da če v razpravi ne bo podanih bistvenih pripomb k besedilu predloga odloka, predlaga župan v skladu s 5. odstavkom 81. člena Poslovnika občinskega sveta, da občinski svet opravi na tej seji še drugo obravnavo predloga odloka. Torej, v skladu s tem določilom predlagam, da predlog sklepa se glasi, občinski svet občine na Koroškem soglaša s predlogom, da se na tej seji opravi tudi druga obravnava predloga odloka na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, torej lahko odprem obravnavo odloka v drugi obravnavi, ki je, tekst je identičen, torej v razpravi v prvi obravnavi in odpiram razpravo. Prosim, gospod Škafar. Vsebinsko nimam pripomb na odlok, vendar bom glasoval proti ravno zaradi tega, ker je bilo gradivo nepopolno. Jaz mislim, da občinski svet in vsi občani imajo pravico biti obveščeni, za koliko bojo bolj obremenjeni. Tega podatka nismo imeli, v gradivu ga ni bilo, zdaj smo ga dobili in mislim, da je gradivo kot tako nekvalitetno in, ne bom rekel, nestrokovno, zavajajoče.
ker podatek v gradivu mora biti. Toliko hvala. Zdaj mi tudi neke dve stvari kažete, a je pisalo ali ni pisalo. No. Mislim, da piše. Hvala za mnenje, razpravo. Še kakšna razprava? Ni razprave, torej predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 16 za, kdo je proti? 1 proti. Odlok je sprejet v drugi obravnavi. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, 7. točka dnevnega reda, predlog, ni še voda, Sodržkovnik že čaka. 7. točka dnevnega reda, predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja, javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. prva obravnava. Prosim gospoda Močnika, da predstavi te spremembe odloka, ki so predlagane torej v več točkah, v 10 členih spremembe. Gre za 3 oziroma 4 spremembe, bistvena pa je sprememba pri določilih o pogojih za imenovanje direktorja. Prosim. Ja, občinski svet je pred malo več kot enim letom sprejel osnovni odlok o ustanovitvi javnega podjetja Ravne na Koroškem. Zdaj pri registraciji podjetja na sodišče je prišlo do zapletov. Sodišče ni hotelo registrirati, ker je zahtevalo, da se v imenu podjetja navede dejavnost. Zaradi tega smo takoj na naslednji seji šli v spremembo tega odloka, kjer smo naziv spremenili v javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem. Vendar takrat, ko se je to naredilo, nismo spreminjali tistih členov, ki zadevajo resorne odloke in še v 2 drugih členih, tako da smo ostali na 10 vsebinah v tem odloku ob starem imenu in to zdaj pač želimo popraviti. Se pravi, v 10 točkah se doda komunalno, da govorimo o javnem komunalnem podjetju. To je taka čisto logična sprememba. To je prvi sklop. 10 členov v teh predlogov, ki ga imate na mizi, se pravzaprav na to nanaša. Drugo je to, kar je župan omenil, torej pokazalo se je pri razpisu za direktorja javnega podjetja, da so zelo zaostreni pogoji glede potrebnih delovnih izkušenj. In zaradi tega je zdaj prišlo do spremembe. Zadnji predlog komisije za statut ste dobili danes na mizo, verjetno ga bo predsednik pol še razložil. V glavnem gre za spremembo dikcije iz izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v dikcijo za izkušnje na vodilnih in vodstvenih delih in delovnih nalogah. To je drugi sklop. No in tretji sklop je pa še zadeva nekatere pristojnosti direktorja, kjer v skladu z zakonom prilagajamo, da lahko direktor splošne in organizacijske notranje akte v podjetju samostojno sprejema in da ni treba dati na občinski svet. Pa še nekatere manjše spremembe, ki pa niso bistvenega pomena, so pa navedene v gradivu. Hvala. Hvala gospodu Močniku kot uvodnemu poročevalcu. Zopet primer kot pri prejšnji točki, torej Komisija za normativno-pravne akte je na svoji seji sprejela nekaj sprememb, najbolj, če jih kar predstavi predsednik, so pa sprejemljive torej za osnovni predlog in predlagam, da jih potem od te točke naprej razpravljamo o njih. Hvala. Komisija za statut in normativno-pravne akte je soglasno sprejela in se je seznanila s predlogom odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega podjetja javno komunalne podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. in soglasno predlaga naslednje spremembe v besedilu predloga odloka. Naslov odloka naj se za besedo o spremembah dodata besedi in dopolnitvah. 2. in 3. alineja 5. člena predloga odloka pa naj se glasi, da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih delovnih ali vodstvenih delih in nalogah.
Tu gre zdaj za bistveno razliko od vsebine člena sedanjega, še sedaj veljavnega odloka, ker sem že javno povedal, da od 12 izbranih kandidatov sta samo 2 izpolnjevala razpisne pogoje za imenovanje direktorja. In naslednja alineja, da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu. Komisija ugotavlja, da je predlog odloka skladen z zakonodajo ter je z zgornjimi dopolnitvami primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Sprejela je pa še en sklep, in sicer Komisija za statut in normativno pravne akte predlaga strokovnim službam občine, da takoj pristopijo k pripravi sprememb družbene pogodbe glede odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. zaradi uskladitve s sedanjim stanjem, vključno z zagotovitvijo zakonskih podlag za upravljanje javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov v javnem komunalnem podjetju Ravne d.o.o. Gre za 2 zadevi, sicer prva zadeva je egzaktna iz poglavja, da je občina Mežica izstopila iz družbene pogodbe in s 23. majem ni več udeležena v javnem komunalnem podjetju LOG d.o.o. In druga, odlok o zbiranju in ravnanju z odpadki nalaga dolžnost in možnost zbiranja tega le komunalnemu podjetju LOG d.o.o. Mi smo ustanovili ravnsko podjetje, javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., nimamo pa podlage za zbiranje in odvoz odpadkov, kljub temu, da imamo to dejavnost predpisano v odloku. Tako da strokovne službe čim prej veselo na delo. Hvala. Hvala gospodu Haliloviću. Torej, odpiram razpravo k tej novim spremembam odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem. Prosim. O prvi obravnavi. Ker ni razprave. A res je ni? Ok, dobro. Čakal sem gospoda Škafarja. Gospod Plevnik, prosim. Mogoče bi sem tole za pojasnitev glede imenovanja oziroma za direktorja. Kje je to pravno oziroma zapisano? Sistematizacija delovnih mest, a ne o tem govori, pa a je to akt? To je v odloku to piše. V odloku, ja. Ja. V odloku. Govorimo o direktorjih v zavodih. Ne. Na republiškem nivoju. Ne, kje je to zapisano? Ne, nikjer ni to zapisano. Ni? Ne. No, to me zanima. No. To je ravniška rešitev. Ja. Hvala, torej predlagam sklep. Še? Aha, gospod Magdič. Prosim. Hvala za besedo. Zdaj, ocena stanja in razlog za sprejem. Govorimo o odloku, v katerem je komunalno podjetje Ravne, ni navedeno odvoza in zbiranja odpadkov. Dajte si prebrati. Urejanje, vzdrževanje varnosti javnih površin, oskrba s pitno vodo, odvajanje čišče komunalne in padavinske odpadne vode, plaketiranje na javnih glavnih mestih, vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme. Hvala. Če ne, tu imamo odlok, ki smo zdajšnjo zadevo, ki sem jo jaz sprejel na mizo. Držite. Pol je treba verjetno tudi zadevo že tule noter v spremnem listu dodati. Hvala, ne posegamo s temi odločbami v odlok o načinu ravnanja z odpadki, ker je tisti odlok seveda regijski odlok, ni zgolj občinski odlok, zato tega nismo mogli pravno gledano storiti. Že pri prvem, bi rekel, odloku o JKP Ravne. Ma prav, gospod Magdič. Dejavnost pa je. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam torej sklep. Pardon, gospod Odnjov. Hvala za besedo. V 5. členu, v 3. alineji ste dodali in od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih
ali vodstvenih delih in nalogah. Pa me zanima, a sta tudi 2 leti zdaj komu pisani na kožo ali zakaj ste se za to odločili? Hvala. Ja, predlog je predlagan, seveda ni komu pisano na kožo. Upam, da je več komu pisan na kožo. Ideja je seveda, da bo opravljenih oziroma prijetih bistveno več prijav, kot pa je bilo z zahtevanimi 3 leti ali 2 letoma, torej na izkušnji na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih. Tako da upajmo, da čim več komu pisano na kožo, ker je to bistveno lažji pogoj. Še kakšna razprava? Lažji pogoj. Ker bistveno težje je zasedati vodilno delovno mesto, kot pa upravljati vodilno delo ali nalogo. Ali vodstveno. No. Lažji pogoj je. To je namen. No. Evo, prosim, gospod Škafar. Vse o tem je bilo nekaj že povedanega, ampak mene kljub vsemu zanima. Je kak problem, če mi zapišemo v ciljih in načelih predlog rešitev, tudi, če je to zakonsko sporno, ne vem, alinejo, da je pač javno komunalno podjetje Ravne tudi, da ima tudi način oziroma odvoz in zbiranje odpadkov. To problematično ni. Če ni, mislim, da je prav, da se zapiše, ker jaz mislim, da je potrebno občine Ravne, strokovne službe, tudi nadzorni svet mora čim prej pristopiti k vsem, bom rekel, zakonskim normativom, da lahko to javno komunalno podjetje tudi začne z odvozom, zbiranjem in odvozom odpadkom. Zakaj? Mi vsi vemo, da občina Ravne oziroma občani na nek način sofinanciramo oziroma tudi financiramo del drugim občinam, če že pogledamo, da je recimo občina Črna bistveno večja kot občina Ravne, mi smo bolj strjena občina kot taka, več nas je, imamo pa bistveno manj kilometrov. Za občana občine Ravne je kubik odpadka enaka cena kot v Ravnah in že preprosta računica pove, da občani Ravn financiramo oziroma sofinanciramo odvoz odpadkov drugim občinam. V kakem deležu, to je, bom rekel, naloga za vas, da zračunate, vendar mislim, da je nujno potrebno, da občina Ravne kot ustanovitelj tudi čim prej preide k temu, da bo to našo javno komunalno podjetje, ki ima svojega direktorja, svoje računovodstvo, svoje zaposlene, tudi strokovni kader, pristopi k temu delu, ki je za nas zelo pomemben, tudi zelo drag na nek način. Prepričan sem, da bo občina Ravne oziroma javno komunalno podjetje Ravne sposobno to dejavnost upravljati na nek način kot že sedaj, in se bo tudi storitev kot taka za občane prav gotovo izboljšala. Mi, ko smo pred lanskem letu se odločali za javno komunalno podjetje Ravne, smo o tem govorili, bili smo prepričani, da bo do tega čim prej prišlo, vendar sedaj me zanima dejansko, kakšne so usmeritve strokovnih služb oziroma župana javnega komunalnega podjetja Ravne, da do tega čim prej pride, ker občani Ravne enostavno ne potrebujemo oziroma ne smemo plačevati storitev drugim oziroma sofinancirati odvoz odpadkov drugim občanom drugih občin. Hvala. Hvala. Ja, zdaj ne vem, gospod Halilović, ja, drži, no, zdaj prvo, kar se tiče odloka, no, odlok o ustanovitvi JKP Ravne ima v dejavnostih podjetja zbiranje in odvoz nenevarnih in tudi nevarnih odpadkov, ni pa v teh prihodnjih določbah, kjer smo mi pravzaprav s tem odlokom posegli v odloke, mi rečemo branžne odloke, gospodarske javne službe, vodoskrbe, odvajanja in čiščenja, tja pa nismo mogli poseči pravno nomotehnično rečejo, zato ker je tam 12 občin, mi smo posegli zgolj v odloke, kjer smo sami kot občinski svet oziroma občina opredeljeni, tako da tam bo potrebno pač malo daljša pot, ampak dejansko JKP Ravne lahko je registrirano, če lahko tako rečem, no, je registrirano za zbiranje nenevarnih odpadkov, nima pa javnega pooblastila, da bi to lahko počelo kot javno službo, ker to javno pooblastilo se pa določa v odloku o načinu ravnanja z odpadki v Koroški regiji, ki ga pa sprejema 12 občinskih svetov in sva pot je nekoliko daljša. Medtem ko oskrba s pitno vodo je bila samo za občino Ravne sprejeta in smo kar s tem odlokom že posegli v ta odlok, to je bila na nek način priporočilo naše pravne službe, lahko bi pa seveda šli drugače, da ne bi v prihodnjih določbah teh branžnih odlokov spreminjali. Kar se
tiče pa dobro te debate o prevzemu odpadkov, tu tečejo pogovori, nadzorni svet je že sprejel sklepe v tej smeri, tudi predsednik nadzornega sveta zelo podpira to idejo, finančni rezultati oziroma številke kažejo, da to je smiselno, da cene dejansko bi lahko šle že z obstoječim načinom zbiranja dol, za optimizacijo, seveda še bolj, če pa bi celo razglasili območja, kar smo delno že storili, če se mogoče spomnite, no, mislim, da je gospod Igor Roder takrat zahteval, oziroma nekdo, da izračunamo posebno območje zbiranja občine Ravne, cena zbiranja je nižja v občini Ravne, primerjavi z ostalimi 3 občinami, ni veliko nižja, no, ampak takrat je ta izračun delal, seveda EKP Log, če se spomnite, no, ste vi zavrnili elaborat o cenah, so prinesli novega in nekoliko popravili to ceno, ocena pa je seveda, se lahko ta cena, tukaj gospod Škafa rekel, še bistveno popravi, ampak dokler seveda Devres ne teče, je težko karkoli obljubljati, ocene pa kažejo, da je to možno in to smer gremo. Po časovnici je zdaj ocena taka, da bi po zimski službi, torej po 1. april, 1. maj lahko pričeli torej s to dejavnostjo tudi v okviru podjetja EKP Ravne, v dogovoru z podjetjem Log in v dogovoru seveda z občino Prevalje ter Črna, ki sta še ustanovitelja EKP Loga. Torej ti postopki tečejo. Še kakšna razprava k odloku v prvi obravnavi, če ne predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s predlogom odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. in ga sprejema v prvi obravnavi. Kdo je za? 18 za, kdo je proti? Nič proti. In zopet, če v razpravi ne bo podanih bistvenih pripomb k besedilu odloka, lahko predlaga župan v skladu s 5. odstavkom 81. člena poslovnika, torej predlagam podobno kot prej sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem soglaša s predlogom, da se na tej seji opravi tudi druga obravnava o predlogu odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. Kdo je za? 19 za, soglasno za, torej odpiram razpravo v okviru druge obravnave predloga odloka. Gospod Halilović, prosim. Jaz bi sam rad opozoril svetnike, ko berejo gradivo, da naj si osnovni odlok preberejo, ne dopolnitve odloka, ki se spreminjajo. Ker vi imate v gradivu samo dopolnitve odloka in potem postavljate vprašanja, ki sploh niso adekvatna. V 7. alineji prvega odstavka 7. člena odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. piše, da javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. zbira, obdeluje in odvaža komunalne odpadke. Pika. Tako da jaz ne vem, kje je tu problem. Problem je pa, kot je župan omenil, problem je pa, jaz si pač na več stvareh nastavim, da pol neumnih vprašanj ne postavljam zaradi tega. V odloku o načinu upravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji. Tu je problem, ker pa novega javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. ni. Zato sem v prejšnjem izvajanju rekel, da naj strokovne službe čim prej pristopijo k spremembam zakonodaje na tem področju, da se bomo lahko šli tudi v Ravnah komunalno podjetje. Pika. Hvala. Hvala. Še kakšna razprava, včasih sicer so rekli, da neumnih vprašanj ni, ampak so samo odgovori neumni. Dobro, če ni več kakšna razprava, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. Kdo je za? 19 za. To je nemogoče, ker je gospa Kamnik odšla. 18. Kdo je proti? Dobro, to je bilo zdaj bolj na hitro. Torej sklep je sprejet. 8. točka dnevnega reda. Predlog programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2022 v občini Ravne na Koroškem za obdobje 2018-2020. Prosim gospoda Medveda, da predstavi torej ta predlog programa oskrbe s pitno vodo za pravzaprav vse 4 občine, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem. Za vse 3, pardon. Lep pozdrav pa hvala za besedo. Na podlagi uredbe o oskrbi s pitno vodo, pa še celo prejšnjega pravilnika o oskrbi s pitno vodo, je bil izvajalec oziroma je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo dolžen
pripraviti program oskrbe s pitno vodo. Po starem pravilniku, ki je veljal do leta 2012, je bilo to treba narediti vsako leto za naslednje leto. Nova uredba je pa leta 2012 določila, da se to v bistvu program pripravlja za 4 leta, to pomeni, da ga pač izvajalec pripravi vsake 4 leta, kolikor vmes seveda ne pride do nekih bistvenih sprememb, ki bi zahtevale tako spremembo programa. Izvajalec ta program pripravi in ga da pristojnemu organu svojega ustanovitelja oziroma občine, kjer izvaja lokalno službo, da ga potrdi, potem pa seveda takega podpisanega pošlje na ministrstvo. Ta program v naši občini je seveda zdaj pripravilo javno komunalno podjetje Ravne, ki izvaja oskrbo s pitno vodo v občini Ravne, poleg tega pa po pogodbah opravlja oskrbo s pitno vodo tudi v občini Prevalje in Mežica. Ker imamo, bi rekel, vodovodni sistem za te 3 občine povezan z vodnim virom Šumc, z nekaj manjšimi lokalnimi viri v Prevaljah, pa tudi na Ravnah imamo še svoj velik vir v Kotlah in en manjši vir v Strojni. Gradivo, ki ga imate pred sabo, je seveda malo prečiščeno iz skupnega programa, tako da so tista poglavja in opisi, ki se nanašajo izključno na vodooskrbne sisteme, ki niso skupni in se nanašajo na druge občine, so pač zbrisani. In je tudi, bi rekel, prav oziroma procedura je taka, da vsak občinski svet sprejme tisti del programa, ki se nanaša na občino. Program je pripravljen skladno s 25. členom uredbe, kjer je predpisana metodologija in poglavja, tako da jaz kaj bolj podrobno v zvezi s tem ne bi povedal, bo pa na vprašanja, ki bojo svetniki imeli, odgovarjal pripravljalec gospod Vrškovnic komunalnega podjetja Ravne. Hvala. Hvala gospodu Medeju za to uvodno poročilo. 2 odbora sta to obravnavala. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, prosim predsednika gospoda Kacila, ter na to odbor za okolje in prostor, predsednik gospod Mlinarič. Hvala za besedo. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarjenje je obravnaval program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 za občine Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, na območju občine Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospodu Kacilu, prosim gospoda Mlinariča za poročilo o delu njihovega odbora. Lep pozdrav, hvala za besedo. Odbor za okolje in prostor je obravnaval program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 za občine Mežice, Prevalje in Ravne na Koroškem, na območju občine Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala obema predsednikoma. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni. Ker ni. Predlagam torej sklep. Gospod Škafar, ja, prosim. Naj povem, da je pač gradivo, vsaj po mojem, dobro pripravljeno, poučno, marsikaj izveš, kar je dobro vedeti. Jaz niti nisem vedel, da se v enem modelu občine Ravne vode iz Kotl in Šumca mešajo. Eni imamo čisto vodo, recimo iz Šumca, drugi iz Kotla, ampak nič kaj to ni narobe, vsa voda je dobra. No. Vidim iz tem gradivu, da nimamo glih popolnega katastra vodovodnega sistema. Zdaj se ponekod ne ve, kar za par kilometrov so neke ocene, koliko kaj. Jaz mislim, da je treba ta katastra, to oceno kar točno dobiti. Vidim, da so pač 3 vrste cevi, plastične, kovinske, pa azbestne, seveda azbestne so najbolj problematične. To govorim zaradi tega, ker jaz sem prepričan, da bo v tem prihodnem obdobju, ko mora še Slovenija kar nekaj milijard sredstev evropskih počrpati, tudi možno kandidirati na raznih razpisih za obnovo tega vodovodnega sistema, ki je pač na nek način tudi že dotrajen ponekod. Tako da okrog tega
je gradivo dobro pripravljeno in mislim, da je treba, samo kar se tiče tega katastra, pač poskušati ga na nek način urediti. Me še pa eno zanima, jaz nisem zasledil, mogoče, da je to drugače zapisano, kjer naselje občine Ravne in Prevalje imate pač na enem območju problem z vodo, to je območje Brinjeve gore. A je v tem zapisan, v tem predlogu programa, na kak način se bo to rešilo, če mi sprejemamo zdaj za to 4-letno obdobje en program, pa tega nimamo zapisano, potem nekaj manjka, no. Mi vemo, da je na tem področju problem občasen oziroma zmeraj večji, naši občani, tudi občani občine Prevalje so zainteresirani, želijo imeti oskrbo iz teh naših vodovodnih sistemov v tem programu, pa jaz tega nisem zasledil, no. In mislim, da je nujno potrebno, da kaj je občina Prevalje naredila, ne vemo, očitno je to, nam ni dovoljeno vedeti, ampak vse za občino Ravne mislim, da je v ta program nujno to treba zapisati, ker občani tega območja si to prav gotovo zaslužijo. Dobra voda je pač osnova vseh nas. Standard. Hvala. Hvala. Zdaj, ta investicijski del ni, bi rekel, vključen v program oskrbe s pitno vodo, ta razvoj infrastrukture ni del tega programa oskrbe, sicer izvajalec napotuje na določene potrebne ukrepe, vendar ta vodovod Stražišče, ko ga mi imenujemo na Brinjevi gori, no, načrtujemo v 2 variantah. Ena varianta je skupen z občino Prevalje, kjer bi vodohram stal na teritoriju občine Prevalje, potem seveda bi oskrbovali obe občini. Druga varianta je brez tega. Obe sta relativno finančno zahtevni. Mi smo pred kratkim izvedli anketo med vsemi uporabniki, vsi so za to, kot ste rekli sami, točno, da si želijo torej javnega vodovoda, seveda zdaj imajo svojo vodo, tako da v tej smeri gremo, rešitev projektna bo narejena, potem pa bo seveda stvar virov, kot ste omenili, seveda evropski viri bojo tu pravzaprav edini možni, da bi to relativno, bi rekel, glede na število uporabnikov investicijo financirala Evropa, drugače bo težko seveda iz sredstev najemnine oziroma proračunskih sredstev pokriti. Ampak ta problem se rešuje, kot rečeno, skupaj z občinama, z obema občinama. Neke možnosti so, no, ampak v tem trenutku so samo projekti na papirju. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklep, ki se glasi: občinski svet sprejme program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 do 2022 za občine Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem na območju občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za, kdo je proti? Je to soglasno, glede na 4 odsotne svetnike, svetnice. Naslednja točka, 9. točka, predlog sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2018. Pozdrav tudi direktorici našega vrtca, novi ravnateljici, kot rečemo, direktorici tega zavoda. Prosim strokovne službe občine, da predstavijo ta predlog sklepa, ki pa je spremenjen v smislu dodatnega gradiva na vaših mizah, kajti v vmesnem obdobju, kot rečeno, je prišlo do spremembe uredbe o določitvi plač direktorjev v javnih zavodih in ta sprememba mislim, da je upoštevana v razliki med tema 2 gradivoma. Prosim, gospod Čepin. Hvala za besedo. Občina je dolžna v skladu z zakonom o vrtcih določiti cene programov vrtca. Cene so oblikovane v skladu z pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in so potem tudi podlaga za izračun plačila staršev in pa za izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je v vrtcu dolžna zagotavljati občina. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi ponavadi enkrat letno, ponavadi tudi v mesecu decembru. V primeru, če pa gre za spremembe pri elementih, ki vplivajo na izračun cene, pa se lahko to zgodi tudi med letom. Cene, ki so pripravljene, so zdaj oblikovane za dnevni program 1. starostnega obdobja, za dnevni program 2. starostnega obdobja in pa za kombinirani oddelek. V letošnjem šolskem letu 2017-2018 vrtec posluje z 22 oddelki, od tega jih je 8 prvega starostnega obdobja, 13 drugo starostno obdobje in pa en kombinirani oddelek. Vrtec je pripravil izračun na podlagi metodologije.
In sicer bojo cene sledeče. Za prvo starostno obdobje prihaja do rahlega povišanja in sicer za 0,86%, tako da bo cena znašala 436 evrov. Za drugo starostno obdobje se cena zniža za 0,81%, znašala bo 318 evra. In pa cena kombiniranega oddelka se prav tako zniža in sicer za 0,23%, tako da bo znašala 345 evrov. Zdaj na povišanje cen vpliva, tako kot je že župan omenil, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, potem tudi napredovanje delavcev v višje plačilne razrede in nazive in pa tudi del sredstev za nadomeščanje odsotnosti delavcev. Na znižanje cen pa vpliva večje število otrok, ki ga imamo, in pa tudi odhod 2 vzgojiteljic in pa pomočnice vzgojiteljice v pokoj. Starejše delavke imajo višje plačilne razrede, njihova delovna mesta pa so zdaj zasedle mlajše, tako da je to tudi posledica nižjih stroškov dela. Hvala. Hvala, gospod Čepin, za predstavitev. Ne bo treba kaj dopolnjevati. Prosim za razpravo, oziroma 2 odbora sta to obravnavala, odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica gospa Breznik ter odbor za proračun in finance. Gospa Gašper. Lep pozdrav. Seveda se odbor za šolstvo in otroško varstvo seznani s sklepom o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da ga sprejme. Hvala. Hvala predsednici odbora za šolstvo in otroško varstvo ter še kot rečeno odbor za proračun in finance, predsednica gospa Gašper. Lep pozdrav, hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance se seznanil s predlogom sklepa o določitvi ekonomske cene programu v vrtcu Ravne za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da ga sprejme. Hvala. Hvala obema predsednicama. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Vodnjov. Moje vprašanje je povezano z uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in sicer me tu zanima, ali je pričetek uredbe za vse direktorje s 1.1. ali se to začne z novim mandatom. To me zanima. Hvala lepa. S 1.1. Uredba je sprejeta, mislim, 12. decembra in s 1.1. se veljavi. Za vse. Za vse. Ne, glih avtomatsko ne, ampak z sklepi. No. Podpisati treba še sklepe. Soglasje treba izdati v skladu z uredbo. Soglasje ministrstva in soglasje občine. Treba so lahko direktori že hitro veseli. S 1.1. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam torej sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2018. Kdo je za? 8 je za. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Potem 10. točka dnevnega reda, predlog sklepa o določitvi plačil za člane nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. V odloku ki je veljal do pred nekaj minutami, je določeno, da mora občinski svet enkrat na leto določiti plačilo za člane nadzornega sveta, zato to delamo zdaj, bi rekel, v skladu s tistim odlokom, vendarle potem vsako leto ne bo treba o tem odločati in predlagamo sklep, kot ste videli, da se poveča zgolj sejnina za predsednika nadzornega sveta iz 75 evrov bruto na 100 evrov bruto, članom nadzornega sveta pa ostaja sedanja 75 evrov bruto sejnine na sejo. Utemeljitve so enake, kot so bile pri osnovni določitvi višin sejnin nadzornega sveta JKP Ravne. Prosim za poročilo predsednika odbora za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Ja, to sem malo bil ogledal. Hvala za besedo. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se je seznanil s predlogom sklepa o odločitvi plačil za člane nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospodu Kocilu kot predsednik odbora za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Odpiram razpravo občinskega sveta.
Če ni, bi samo dopolnil ta sklep z tekstom konkretnih senin, potem pa seveda občinski svet ima nekaj časa to določeno. In sicer predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme sklep o določitvi plačil za člane nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. in sicer senina za predsednika nadzornega sveta 100 evrov bruto, senina za člana nadzornega sveta 75 evrov bruto. Kdo je za? Šestnajst za, kdo je proti? Nič proti. Sklep je sprejet. Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, seznanitev s poročili nadzora nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem. Prosim podpredsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega odbora, gospoda Mirana Brega, da poda poročilo k obema podtočkama dnevnega reda, torej najprej k nadzornemu pregledu poslovanja osnovne šole Koroške Klari, nato pa vrtca Ravne na Koroškem. Prosim. Ja, lep pozdrav. Torej, nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem je pač izvršil dva pregleda, med drugimi in sicer poslovanja javnega zavoda osnovne šole Koroške Klari in pa javnega zavoda vrtca Ravne na Koroškem. Jaz bi kar za oba povedal, da pač pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih večjih kršitev zakonodaje, zato tudi nadaljnje ukrepanje ni potrebno. Smo pa ugotovili določene manjše pomanjkljivosti, ki pomenijo pač nekaj kršitev nekih načel oziroma neupoštevanje načel smotrnosti in pa transparentnosti poslovanja. Zato smo tudi v teh poročilih napisali določene priporočila in upamo, da jih bojo ti javni zavodi pri svojem poslovanju tudi upoštevali. Teda, če je pa kakšno vprašanje, pa kar prosim. Hvala. Hvala, gospod Bregu. Odpiram razpravo občinskega sveta, k 11. točki dnevnega reda, torej tema dvema seznanitvenima sklepoma. Najprej točka 11.1, potem 11.2 bomo glasovali posebej. Če ni, torej predlagam predloge sklepov. 11.1. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s končnim poročilom nadzornega odbora o nadzornem pregledu poslovanja osnovne šole Koroške Klari. Kdo je za? 17 za, kdo je proti? Nič proti, sklep sprejet pa 11.2. Nadzorni pregled poslovanja vrtca Ravne na Koroškem. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s končnim poročilom nadzornega odbora o nadzornem pregledu poslovanja vrtca Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za, kdo je proti? Nič, sklep sprejet. 12. točka dnevnega reda, predlog za ukinitev javnega dobra na zemljiških parcelah v KO Tovsti Vrh. Prosim za uvodno razlago gospod Anito Potočnik Slivnik, direktor za občinske uprave, glede tega ukinitve torej javnega dobra. Hvala ravnateljici vrtca za udeležbo, pa gospodu Bregu. Hvala za besedo. Gre za parcelo, ki je po naravni legi oziroma dejanskem stanju parcela, ki se uporablja za travniško rabo oziroma kmetijsko dejavnost. Cesta ob njej je odmerjena, vsled tega glede na stanje predlagamo, da se status javnega dobra ukine. Parcela, ki bo s tem dobila last oziroma bo postala last občine Ravne na Koroškem, pa se v naslednjem postopku zamenja z stranko za parcele, ki so dejansko javna infrastruktura in se uredi menjava. Hvala. Hvala, direktor občinske uprave. Oba odbora zopet sta to pretresla, sprejemala sklepe. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, gospod Kacil. Hvala za besedo. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 1139/20 KO 878 Tovsti Vrh in predlaga občinskemu svetu, da sprejme. Hvala. Hvala. Prosim gospoda Mlinariča, predsednika odbora za okolje in prostor. Hvala za besedo. Odbor za okolje in prostor se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 1139/20 KO 878 Tovsti Vrh in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala predsedniku gospodu Mlinariču. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam torej sklep. Na zemljiški parceli številka 1139/20 KO 878 Tovsti Vrh se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za?
18. Gospod Magnič je glasoval tudi. Ja. Hvala za sprejet sklep. 13. točka dnevnega reda je imenovanje novega člana in predsednika občinske volilne komisije. Prosim predsednico naše komisije za volitve, za mandatno vprašanje o volitvi imenovanja in priznanja, gospod Oder. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Komisija za mandatno vprašanje volitve, imenovanja in priznanja je na svoji 20. seji 14. novembra obravnavala predloge za novega člana in predsednika komisije za občinske volilne komisije in predlaga, da v občinsko volilno komisijo občinski svet imenuje novega člana in predsednika, in sicer Mateja Skrlovnika, univerzitetnega diplomiranega pravnika, ki živi na Šancah 48 na Ravnah. Hvala predsednici komisije. Odpiramo razpravo občinskega sveta. Če ni, torej predam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje Mateja Skrlovnika, univerzitetnega diplomiranega pravnika, rojenega 13.8.1979 na Šancah 48-2390 na Koroškem, za člana in predsednika občinske volilne komisije občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za, soglasno sprejeto. In pa 14. zadnja točka dnevnega reda, vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Prosim za vašo besedo. Gospod prednik, vi ste rekli, da je sicer zadnji. Ja. A dvakrat boste? Ok, dobro. Prosim. Izvolite. Pa gospod Odnjov, ja. Gospod Kacil, gospod Ruprecht. Na četrti skupnosti smo že večkrat imeli, in sicer glede ograje od mosta pa tam do tiste ograje, ker je proti šatorju. No. Že če je voda normalna, je grozljivo, če se zvoli kdo dol. Tam mimo gre pa javna pot. In me zanima, kdo je dolžen tisto ograjo narediti. Zdaj pa sploh, ko je bila voda tako visoka, vi sami veste, kakva je bila, je pa grozljivo. Hvala za pobudo, ja. Bomo našli to lokacijo, zdaj trenutko ne vem. Prosim, gospod Odnjov. Potem je gospod Kacil, gospod Ruprecht. Najprej bi dala eno pobudo in to že drugič. Namreč prosila bi, da se na avtobusni postaji na Javorniku pri Mercatorju naredi streha za učence, ker namreč takrat, ko dežuje ali pa sneži, se ti otroci nimajo kam skriti in stojijo v trgovini ali v sosednjih blokih v vhodih. Druga zadeva pa, glede na to, da se v letošnjem letu ne bomo več srečali, vsem občanom občine Ravne v imenu svetniške skupine SDS Ravne na Koroškem želim zdravo in zadovoljno leto 2018. Hvala lepa. Hvala, gospod Odnjov. Gospod Kacil, prosim. Mislim, da bo ognjemet spet. Vse letos ga ne bo. Hvala za besedo. Bom v imenu odbora za komunalno in stanovanjsko gospodarjenje pohvalil, to se pravi, prišli do zamika tiste našega znanega krožišča, upevam ga v obrtni coni. Vesel sem, da se je to zgodilo, bi se zahvalil županu vsem, ampak seveda ne pa pozabil, da do tega ne bi smelo priti. To se pravi, ker vsaka šola verjetno tudi nekaj košta, tudi nekaj to prišlo, ampak prav je, da se je naredilo tako, kot mora biti. Ker tako, ko je na začetku zgleda, je bilo žalostno. Hvala. Za ognji mesec se pošalil, zato ker so hodili, vas možno psi, da ga letos ne bo. Brez pobude. Gospod Ruprecht, prosim, potem gospod Škafar. Jaz bi se pa tole kar pridružil gospe Vodnjov, ker sem imel isto vprašanje, ker smo že tudi na Javorniku od krajevne skupnosti upozorili za to. Res tam so otroci v bistvu na cesti, ne samo, da nimajo strehe, na cesti, sedijo tam na robu pločnika pod trgovini, tako bo že rečeno, tako da je, da bo že enkrat ta pobuda dana, pa da ni možno, ampak jaz bi vseeno rekel, če se da kaj porihtati. Bi pa tudi vsem občanom pa občankam v imenu Nove Slovenije zaželel
blagoslovljen Božič, lepe praznike, v novem letu pa 2018 pa vsem želim obilo zdravja, miru, pa imejmo se radi, spodbujemo se, da bo nam lepše. Hvala. Hvala gospodu Ruprehtu za lepe želje in pobudo. Prosim, zdaj je prijavljen gospod Škafar, pol pa gospod Halilović. Na Čečovju, v Ravnah se ogromno govori o teh garažah, AMD garaže, baje bi naj bila tudi občina zainteresirana, krajani, ogromno je pač govoric takih in drugačnih. No, zdaj, če je občina karkoli, govorim o novogradnih garažne hiše, če zdaj občina karkoli sodeluje, mislim, da je prav, da dobimo neko informacijo, da vemo, je to interes občine, bo občina kaj sofinancirala, skratka, če to pije sploh vodo, a ne. Zdaj se v občini Ravne v zadnjem letu je naredilo kar nekaj parkirišč, v glavnem vsa so z temi travnimi tlakovci, ki so votli. Tudi iz gimnazije se je pločnik razširil proti trgu, vendar je problem, to je vse dobro, da se pač ta zemlja posede in sedaj so luknje v vsakem tlakovcu tudi po 5 cm globoke. To je nevarno. To je nevarno, predvsem tu ob cesti, kjer hodijo gimnazijci, je treba zdaj preden sneg pade obvezno še jutr nasut pesek. No. In to je treba resnično narediti takoj. Pa še mogoče bi rekel, zdaj pri zadnjem sneženju je zdaj narava nekaj za nas naredila, da je ceste očistila. Na platoju Čečovje je bilo, bom rekel, nevarno, 10 cm ledu. Jaz ne govorim o parkiriščih, tam pač enostavno ne morejo plužiti, ker so avtomobili, ampak cesta se pa mora splužiti. No. In jaz ne želim, da bojo začeli občani tožiti občino Ravne oziroma upravljavca teh cest, ki je zadolžen. Skratka, plužiti je treba, vse te osnovne ceste, ni bilo razloga, da ne bi, jug je bil, ampak to se ni naredilo. Hvala. Hvala gospodu Škafarju, prosim, gospod Halilović. Najprej pobuda stanovalcev Javornik številka 61 in 62, ker se pritožujejo na neustrezno osvetlitev parkirnih prostorov in potem prehoda od parkiranih vozil do pločnika v vhode v stanovanjske bloke, ker je premalo osvetljeno. Imamo spet Pitagorova izreka, citirali to, štange so prenizko postavljene in zaradi tega je prenizka osvetlitev prostorov. To gre z minimalnim posegom 2 metra povišanja, se obe muhi naenkrat ubijeta. Druga stvar, ki me zanima, občina Ravne na Koroškem, javni zavod Koroško višje in visoko šolsko središče, Metal Ravne, Litostroj Ravne, Slovenske železarne oprema Ravne, Nožje Ravne, TAB tovarna akumulatorskih baterij so 13.12.2011 podpisali pogodbo o pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanovitve samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Visoke šole Ravne na Koroškem. Ustanovitveni kapital občine je bil takrat 30.000 evrov in vsak razen javnega zavoda je doniral 5.000 evrov. Od leta 2009 do 2017 je po zbranih podatkih občina Ravne namenila za ta študij 265.000 evrov. Plus 25.000 evrov, ki so ga dale ta podjetja, znese to skup 290.000 evrov. V tem času je en diplomiral, imamo enega diplomanta, imamo enega absolventa in imamo 3 študente. Cena je visoka, tako da bi lahko občina financirala 58 doktorskih študentov samo v občini Ravne na Koroškem. Problem, ki se mi pojavlja naprej, je, da je svet tega javnega zavoda sklepom številka 4.2014 na 3. seji sprejel sklep, da gre ta javni zavod v likvidacijo s 23.12.2014. Pa me zanima smotrnost nadaljnjega financiranja tega visokošolskega zavoda in za skoraj 300.000 evrov dobiti enega diplomanta pa enega absolventa je pa kar malo huda. Tako me zanima, kdo je odgovoren za
tako netransparentno trošenje davkoplačevalskega denarja in zakaj je sploh prišlo do tega. Jaz sem že opozarjal, da imamo mi dve fakulteti strojni, eno v Mariboru in eno univerzi. Če bi dislocirano enoto ustanovili na Ljudski univerzi, bi to prišlo 2/3 cenejše, kot pa je ves ta strošek, ki je zdaj nastal. Hvala lepa. Hvala, gospod Haliliču. Se opravičujem vsem občankam in vsem občanom občine Ravne na Koroškem, želim vesele božične praznike, srečno novo leto, veliko objemov, veliko sočutja, veliko ljubezni, pa veliko dobre volje od danes naprej tudi v naslednjem letu 2018. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje, pobuda? Prosim, gospod Kranjc. Gospod Gašper, sem pozabil, pardon. Gospod Gašper je bila prej. Direktorica, ne piše. Hvala. Ne govorim samo o danes, predvsem pa o prihajajočih praznikih. Takrat vemo, da se promet v našem mestnem jedru in pa tudi po ostalih skupnostih zelo poveča. Večina želi parkirati čim bližje lokalov, trgovin, pošte in naši občani imajo potem pri premikanju probleme, predvsem pa še tudi mamice z vozički in pa invalidi. Zato bi predlagala, da se v tem času in pa ne samo v tem času poveča nadzor naših inšpektorjev glede parkiranja. Hvala. Hvala, gospod Kranjc. Prosim, gospod Gašper. Hvala za besedo. Jaz imam vprašanje v zvezi z balonom na letnem bazenu. Vemo, da je balon že precej dotrajan, star, o tem smo se že pogovarjali. Name se je obrnil kar nekih staršev, otrok, ki trenirajo plavanje in nekateri imajo že kar resne probleme. Zrak je namreč že kar škodljiv, saj je balon že precej porozen. Pojavljale se tudi razne bakterijske okužbe in tako naprej. Tako da sprašujem, ali se o tej rešitvi že kaj bolj resno razmišlja. Vem tudi, da je bilo v programu direktorja obljubljeno marsikaj, tudi menda nadgradnja, javno-zasebno partnerstvo, gradnja dvorane in tako naprej, pa vseeno predlagam oziroma zanima me, a so že kakšne rešitve na mizi, ali bomo šli v nabavo novega balona, ali se bo našle tu kakšne druge rešitve. Skratka, za zdravje naših zelo dobrih plavalcev in perspektivne športnike, našo mladino moramo absolutno poskrbeti. Ko sem pa že ravno tu, pa tudi v imenu svetniške skupine SMC, v Erikinem in mojem imenu, vsem občankam in občanom, prijetne decembrske dni, v novem letu pa vse lepo, predvsem zdravja, dobre volje, pozitivne energije. Hvala. Hvala, gospod Gašper. Gospod Magdič, prosim. Hvala še enkrat za besedo. Zdaj, jaz sem pred 2 letoma že rekel, pa še do zdaj nikakor nismo mogli urediti. Govorimo o klipu občine Ravne. Se pravi, vse, kar se dogaja v vseh javnih občilih, da se bi naredil klip, kjer bi lahko občani in bom rekel tudi mi svetniki pritisnili gor in pogledali. To je eno. Drugo, jaz bi predlagal občinskim službam, glede na to, da imate vse maile nas svetnikov, da nas obveščate vsaj o tem, kaj date v javnost, bom rekel, ali je to na radiju, ali je to v tiskane medije ali kamorkoli. Ne, da mi svetniki določene stvari izvemo iz tiskanih medijev, iz poročil v Ravnah, pa nas občani sprašujejo, žal mi pa tega ne vemo. To se je zdaj že, pa jaz mislim, da kar parkrat zgodilo. In jaz bi apeliral, da se ta zadeva poskuša nekako urediti. Zdaj pa, ko sem že jaz tule, jaz bi samo rekel vsem športnikam in športnicam v občini Ravne, želim čim več uspehov v letu 2018, vsem ostalim pa sreče in veselja. Hvala, gospodu Magdiču. Gospa Oder, prosim. Gospod Kostanjevec. Ja, tudi meni dovolite, da v imenu Liste Rožen in tudi v svojem osebnem imenu tako vsem vam tukaj kot vsem občankam in občanom želim lepe in mirne praznike.
v novem letu pa seveda veliko zdravja, zadovoljstva, osebne sreče in poguma, pa seveda to, da bi vse te lepe želje, ki si jih izrekamo, res dejansko živeli v letu 2018. Hvala. Hvala, gospod Oder. Prosim, gospod Kostanjec. Lep pozdrav še tudi v mojem imenu in dovolite, da tudi jaz s vam vsem prisotnim, kakor vsem občankam in občanom v imenu občinskega odbora Desusa Ravne na Koroškem, kakor osebnem imenu želim blagoslovljene božične praznike in pa seveda srečno in veselo in zdravo novo leto 2018. Hvala, gospodu Kostanjevcu. Zdaj, če ni več koga, je gospod Prednik želel, da bi bil zadnji, no, preden da zaključim sejo. A še kdo? Da ne bo če ne bo pred zadnji. Ok, nikoga. Prosim, gospod Prednik. Sem prosil župana, če lahko imam zadnjo besedo, je pa rekel, seveda, samo jaz bom pa še nekaj povedal, je pripomnil. To se pravi, da nimam zadnje besede. Ne, jaz sem sejo zaključil, če ja. Nekaj o sreči. Kaj je sreča? Namesto pravljice nocoj povej mi, dedi moj. Kaj naj ti povem? Saj tako malo vem. Sreča je, da nisi sam, da lahko nekomu rečeš, rad te imam. Sreča je, če otrok pridno se uči, da mami lahko mirno spi. Drobna iskrica v očeh, iskren otroški smeh je sreča. Sreča je, da učakaš si, da sebi in vnuku polepšaš dni. Zame je sreča tudi takrat, ko pred spanjem Malatija sprašuje neštetokrat, dedi moj, a imaš me rad. Zdaj pa še nekaj o starem in novem letu. Jaz staro sem leto in jemljem slovo, željo, da novo vsaj tako bi bilo. Vsem dobrim in pridnim naj bo v spomin, vsem, ki ste grešili, pa v opomin. Zdaj se poslavljam, je mimo mandat, kaj si pač morem, če nisem več mlad. Srečo želim vam na novih poteh, našli jo boste pri dobrih ljudeh. Novo leto. Jaz sem vaše novo leto, z veseljem prihajam med vas, z željo, da bi bilo odeto zdravjem, srečo in lepši čas. Naj odnese staro leto vse nadloge daleč proč, naj ljubezen vas združuje, svetel dan zamenja noč. Za vsakega naj sonce sije, vsem vam rožca naj cveti, srca vaša naj ogreje, enako vsem naj cvet dehti. Snežinke, rahle in sanjave, tiho padajo na zemljo, vam prinašajo pozdrave, v srca mir naj prineso. To so moje srčne želje, čas prehitro nam beži, spremstvo moje vas popelje z upanjem v lepše dni. V imenu najštevilnejšega društva, lahko rečem, v občini Ravne, Društva upokojencev, vam želim srečno in zdravo novo leto. Težko je kaj dodatno. Torej, hvala gospodu Predniku za ta kulturni zaključek letošnjega leta. Tudi jaz bi se zahvalil vsem svetnikom in svetnicam za delo v letu 2017, za željo seveda vse dobro v letu 2018, da bomo seveda znali skupaj sprejemati odločitve v prid čim več ljudem, mogoče seveda tudi vsem, tako da hvala za vaše dobro delo. Vsem pa seveda veliko sreče, zdravja, zadovoljstva v prihodnem letu, mirne praznike, sej ne bo več, razen če ne bo kakšna res huda ura ali pa huda situacija za kakšno izredno sejo. Želim, da se udeležite tudi kakega dogodka na Ravnah, veliko programa nas še ravno v decembru čaka, tako da imejte se lepo in vidimo se drugo leto. Hvala.